Slovenske demokratske stranke. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo se danes odločili, da v proceduro državnega zbora pošljemo zahtevo za sklic točke na naslednji seji državnega zbora, in sicer v zvezi z problematiko poenostavljene pripojitve Probanke in pa Faktor banke d.d. k DUTB-ju, zaradi česar naj bi nastala potreba po dokapitalizaciji. Zdaj, pred nekaj dnevi je spletni portal Siol poročal, da je upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank, tako imenovana slaba banka, že februarja letošnjega leta poslal Vladi Republike Slovenije poročilo, da DUTB zaradi pripojitve Faktor banke in pa Probanke bo potreboval približno 50 milijonov evrov dokapitalizacijskega denarja. V primeru, da vlada tega denarja ne bo zagotovila, obstaja velika verjetnost, da naj bi DUTB postal v insolvenčnem položaju. Predlagatelji priporočila smo zaskrbljeni nad dejstvom, da so predstavniki Vlade Republike Slovenije in pa Banke Slovenije očitno zavajali poslance in javnost, ter celo navajali neresnice, glede na to, da je bila opravljena otvoritvena bilanca Probanke pa Faktor banke d.d. po stanju na dan 1. januar 2016, bi morala Banka Slovenije in pa Vlada Republike Slovenije natančno vedeti, kakšno je stanje obeh bank. Navedbe državnega sekretarja Metoda Dragonje o pozitivnem kapitalu Probanke d.d. in Faktor banke d.d. na dan pripojitve k DUTB-ju lahko označimo kot norčevanje s poslancev in pa državnega zbora. Omeniti je potrebno tudi, da je guverner Banke Slovenije, gospod Boštjan Jazbec, v letu 2013 zagotavljal, da imata tako Faktor banka kot Probanka dovolj premoženja, da bosta poravnali vse svoje obveznosti. Predlagatelji priporočila menimo, da Banka Slovenija in pa Vlada Republika Slovenija želita na vsak način skriti višino slabih kreditov oziroma sredstva v obeh bankah, pri čemer je očitno najprimernejši način za to postopek poenostavljene pripojitve. Menimo tudi, da je bančna luknja v višini 5 milijard evrov, ki smo jo morali plačati davkoplačevalci, dejansko še višja, njeno pravo višino pa Banka Slovenije in pa Vlada Republike Slovenije skrivata pred javnostjo in poslanci. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki smo na temo Faktor banke in pa Probanke že v letu 2013 sklicali kar nekaj nujnih sej državnega zbora in pa tudi sej Odbora za finance in monetarno politiko, Komisije za nadzor javnih financ. Dejansko že več kot 2 leti opozarjamo na nepravilnosti, ki so se izvajale tako pri Probanki kot Faktor banki. V Slovenski demokratski stranki smo bili presenečeni, ko je vlada sprejela odločitev, da se tako Probanka kot Faktor banka pripojita k DUTB-ju, kajti ne vlada, ne Banka Slovenije niso povedali, neke dodane vrednosti, ki s tem nastane. Dejstvo je, da je vlada naredila korak še več, in sicer pri pripojitvi teh dveh bank je vlada izdala sklep, da se ta pripojitev naredi po poenostavljenem postopku. Dejstvo je, da informacije, ki sedaj prihajajo na plan, se vidijo, kje so bili razlogi, zakaj se je vlada odločila za takšne korake, in v Slovenski demokratski stranki smo državnemu zboru s sklicem te točke predlagali tudi 4 priporočila. In sicer, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da mu nemudoma posreduje otvoritveno bilanco stanja Probanke d.d. in Faktor banke d.d. na dan 1. januar 2016, pri čemer lahko vlada bilanci stanja pošlje v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo ravnanje z zaupnimi podatki. Drugo priporočilo. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da mu nemudoma posreduje poročilo DUTB o pripojitvi Probanke d.d. in Faktor banke d.d., pri čemer lahko isto uporabi klavzulo z zaupnimi podatki.
Tretje priporočilo: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije in predsedniku Vlade Republike Slovenije, da takoj razreši ministra za finance in Dušana Mramorja in državnega sekretarja Metoda Dragonje. Četrto priporočilo: Državni zbor Republike Slovenije priporoča, da se na podlagi 39. člena Zakona o Banki Slovenije prične postopek za razrešitev guvernerja Banke Slovenije dr. Boštjana Jazbeca in tistih članov Sveta Banke Slovenije, ki so sodelovali pri odločitvi. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so ta priporočila v skladu z dejanskim stanjem, ki se dogaja na področju bančništva in pa javnih financ. Prepričani smo, da so te osebe, katere predlagamo, da se razrešijo oziroma da se nemudoma zapustijo svoje funkcije, tudi najbolj odgovorni pri teh procesih. To pomeni priporočilo, da Vlada oziroma predsednik Vlade Republike Slovenije takoj razreši ministra za finance dr. Dušana Mramorja in državnega sekretarja Metoda Dragonje in pa da se na podlagi 39. člena Zakona o Banki Slovenije prične postopek za razrešitev guvernerja Banke Slovenije dr. Boštjana Jazbeca in pa tistih članov sveta banke, ki so sodelovali pri odločitvah v zvezi z Faktor banko in pa Probanko.